smo v zelo čudni poziciji, ker se ravno kako ste prej razlagal, ne? Bo ogromna generacija, ki bo čez 30 let prišla do pokojnine brez, ko bi si kadarkoli vplačala, ne? Ja, mislim, ko bo ta generacija prišla v tisto fazo, ko bo pač, jaz tudi spadam sem nekje. Čez 20 let, recimo, potem gremo v penzijo, ne, celo življenje si plačuje minimalne prispevke, ne, kar pomeni, da bo imel minimalno plačo. Ne, in to čaka celo to generacijo, recimo, ne. Zdaj ne vem, jaz upam, da se bo stvari spremenile, delamo na tem, ne, ampak recimo že zdaj je, ne vem, mogoče zadnjih 20 let marsikdo, recimo, delal na tak način, študentskega servisa, pa ne vem kaj, ne, na neke pogodbe, da se sploh ni plačeval, recimo, delovne dobe in tako dalje, ne. Kako bojo te šli v penzijo? Recimo, mislim, o česa bojo živeli, ne. Jaz vem, recimo, da marsikdo, dokaj je mlad, ne, to sem tudi jaz počel priznam, ampak sploh nisem razmišljal, ne, da bom kdaj rabil sploh kakšno penzijo, ne, da bom to doživel, kakorkoli, ne. Ampak na srečo se življenje bude tako, ne, da pač živimo kar nekaj časa, ne, in pač potem nam to prav pride. In to, da se mi žrtvujemo pravzaprav, ne vem, za nek javni interes ali pa za dobro umetnosti ali pa za dobro, ne vem, države, kakorkoli, na svoj račun, zakaj? Mislim, zakaj? Vsi imamo pač pravico živeti, ne? Prej je ena pač udeleženka recimo rekla, ja, galerija mora imeti zaposleno administratorko, tretje pa čistilko konc koncev, ne, ki je tam na plači, ne, ampak ta čistilka bo imela na koncu penzijo, ki bo večja kot penzija te umetnice, ki razstavlja tam in ne dobi za svoje slike nič danja. Tako. In tle je tudi seveda vprašanje vrednotenja kulture, vrednotenja dela nekoga. Se po moje pri tem vrednotenju dela, po kulture se bo moglo začeti, ne? Ja, tle bi se morali začeti, ne, ampak o čem lahko tle govorimo, ne? Pravzaprav, mogoče moramo govoriti o posluhu politike, ja, tistega koncev, ki nekje vlada, pravzaprav, ki smo ga izvolili in tako dalje in dirigira to politiko na tem področju, ne, da začuti neko vrednost v tem delu, ki ga mi počnemo. Ne. In da pravzaprav s pomočjo tega, ne, zato ker pač naš trg je mejhan, ne, in rabimo neko korekcijo, ne, iz strani države, ne, pač tega trga, da s posluhom poseže v to področje. Kakve predstavitve, mislim, tudi kakor za umetnike, oziroma pač te, ki bi uporabljali to pogodbo, ker ne bodo samo umetniki, pač to so ljudje, ki so samo zaposleni v kulturi, in je več segmentov tega, ne? Kakor tudi pač njihovi delodajalci bodo imeli kakve javne predstavitve, oziroma tako, ki je bila danes ta, ki je po moje super in je fino, ko se pač ljudje spoznajo s tem, ne? Ja, zagotovo bo to, ampak to je neka kasnejša faza, ne? Najprej bomo stopili v ta pogajalski proces z Ministrstvom za kulturo. Ko bo ta kolektivna pogodba v nekem grobem orisu, tako rekoč, definirana, ne, bomo seveda šli v neke javne predstavitve, tudi zaradi tega, ne, da dobimo informacije iz terena, iz prakse in tako dalje, da dobimo neke zamisli, ideje, kako bi neke zadeve boljše rešili. Namreč mi delamo na nek tak način, ne, skratka mi ne delamo tako, da pač mi hočemo to in da je col, ne, ampak delamo na ta način, da skušamo pravzaprav združiti interese, ne, delodajalcev in delojemalcev oziroma naročnikov in ustvarjalcev, ne, in v teh skupnih interesih pravzaprav poiskati pravo rešitev. Ne moramo seveda pričakovati, da bojo samo naši interesi resničeni. Ne. Na drugi strani seveda zdaj trenutno je situacija taka, ne, da pač absolutno
naročniki oziroma delodajalci uresničujejo svoje interese na naš račun. Ta situacija pa se tudi ni sprejela. Kako dolgo mislite, ko bo tale aneks rabil, da bo sploh zaživel? Da bo začel biti? Ja, torej, mi smo začeli to sindikalno organiziranost pred 10 leti. Par let je že, kar je ta aneks pripravljen. Leta 2006 smo predlagali pogajanje na Ministrstvu za kulturo, vendar smo čakali zaključek pogajanj za sistem plač v javnem sektorju. To je zdaj zaključeno, tako da računam, da bomo jeseni začeli pogajanja o tem kolektivnem urejanju področja samostojnih na področju kulture. Ja, zdaj recimo pogajanja za sistem plač v javnem sektorju, ki je sicer zelo velik zalogaj bil, so trajala 6 let, ampak jaz mislim, da bo vsaj v tej osnovni obliki ta naša kolektivna pogodba lahko zaključena v parih mesecih, se pravi nekje v začetku 2009. Potem bo pač treba tudi poiskati neke sisteme za upeljavo teh določil v prakso. Tako da ne bo tako hitro, kot bi si želel, ampak pač te stvari rabijo čas. Ja, mi smo ustanovili sindikat pravzaprav zaradi tega, ker celo zadevo smo začeli na televiziji in enostavno vodstvo televizije vsi so se pogovarjali z nami, ampak so rekli, pač za nas to enostavno ni zavezujoče. Če bi bili sindikat, bi pa potem bila druga zgodba, bi pa bili sogovornik in zato smo se odločili, da enostavno ustanovimo sindikat pod okriljem sindikata kultura, ki je, moram reči, takrat imel edini posluh za samozaposlene oziroma samostojne delavce na področju kulture. Tako smo ustanovili sindikalno konferenco in seveda bistvena razlika je ta, da enostavno sindikat ima neke zakonske podlage, da pač njegov glas mora nekako biti upoštevan. In to je pač ključnega pomena, če hočemo doseči neke izboljšave, neke boljše pogoje dela za ustvarjalce pri nas, da pač sploh ohranimo to